Po besedah enega od ključnih zaposlenih v tehnološki službi Nuklearne elektrarne Krško, zdaj svetovalca družbe Gen Energija, je bilo obdobje pred 4 desetletji obdobje intenzivnega dela, ki je potekalo tudi pošteno preko 8-urnega delovnika. Zadeve so bile na kritični poti za doseganje prve priključitve na elektroenergetsko omrežje. Vsi so takrat željno čakali na električno energijo iz nove elektrarne, tako da se je delalo intenzivno in zelo temeljito, da so se pripravili vsi pogoji za začetek obratovanja. V tistem času je sodeloval z ekipami, ki so preizkušali sisteme in opremo, njegova vloga pa je bila dokumentiranje rezultatov in njihova priprava za analizo in primerjave. In to je bila velika ekipa, to so bili še seveda prisotni delno montažerji, ki so gradili elektrarno, potem je bila celotna ekipa dobavitelja na elektrarni in pa seveda tudi ekipa, ki je prevzela kasneje elektrarno v obratovanje, je zelo intenzivno že delala na preizkušanjih, vzdrževanju in po obratovanju posameznih sistemov in opreme. Tako da je potem prevzem elektrarne potekal, moram reči, zelo gladko in pa uspešno. Takratna država in državljani so nov energetski objekt sprejeli z odobravanjem, dodaja sogovornik. Nova elektrarna je namreč tudi zmanjšala redukcije električne energije, ki so bile v tistem času kar pogoste. To je eno obdobje, ki je pokazalo, da je Slovenija sposobna prevzeti neko izjemno zahtevno tehnologijo in to upravljati tudi na zelo učinkovit način. Namreč za takšno tehnologijo upravljajo predvsem najbolj tehnološko razvite države. Špiler ob tem še doda, da je na temelju uspešnih in varnih 40 letij pridobivanja elektrike v Krškem izgradnja drugega bloka našega jedrskega objekta logična nadgradnja.